Kaj misliš, katero je najvišje mesto, kjer lahko ljudje živijo? Pravzaprav veliko ljudi verjame, da je nemogoče živeti v visokih gorah, ker je tam zrak redek, zelo mrzlo in skoraj nič ne raste. V resnici pa obstajajo skupnosti po svetu, ki živijo na več kot 16.000 čevljev nadmorske višine. Na takšnih krajih je vsakdanje življenje velik izziv. Kljub temu pa tam stalno živijo nekateri ljudje. Tam so hiše, šole, cerkve, tržnice in družine, ki že več generacij živijo v visokih gorah. Toda kako preživijo na takšnem kraju? Kaj je razlog, da so se odločili ostati tukaj? In kakšen je občutek živeti na visokih krajih? To bomo danes izvedeli. Preden začnemo z razpravo, bi te prosil za en všeček in da se naročiš na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. Številka 15. Gasa Džong, Butan. Na severnem delu Butana, blizu meje s Tibetom, se nahaja Gasa Džong. Nahaja se na približno 2800 metrih oziroma več kot 9400 čevljev nadmorske višine. To ni najvišje mesto na tem seznamu, je pa ena izmed najbolj oddaljenih skupnosti s stalnimi prebivalci skozi vse leto. Beseda Džong pomeni veliko trdnjavo, ki služi kot urad vlade in samostan za menihe. Zato to ni le preprosta vas. Tukaj poteka tudi veliko dejavnosti lokalne uprave. Gasa Džong je bil zgrajen v 17. stoletju po ukazu Džabdronga Negavanga Namgala, voditelja, ki je združil Butan. Ta lokacija je bila izbrana, ker je visoko in omogoča lahek nadzor nad okoliškimi dolinami. V preteklosti je bila pomembna tudi za obrambo države. Življenje tukaj ni lahko. Po zimi temperatura pade na -10 stopinj Celzija. Pogosto tudi dežuje. Ko sneži, imajo ljudje včasih težave s potovanjem. Življenje prebivalcev je preprosto. Večina hiš je zgrajenih iz kamna in lesa. Voda prihaja iz gorskih izvirov. Za prebivalce sta na voljo tudi majhna šola in zdravstvena ambulanta. V zadnjih letih je Butan začel uvajati ekoturizem na tem območju. Gasa je znana po čudovitih pohodniških poteh in naravnih vročih izvirih. Vendar je razvoj še vedno omejen, saj želi vlada ohraniti naravo in mirno življenje skupnosti. Do danes ostaja Gasa Džong ena najbolj mirnih in najbolj izoliranih stalnih skupnosti v Himalaji. Na 14. mestu je Laringo La Rinconada v Peruju. Obstaja mesto na svetu, ki leži tako visoko, da ima veliko ljudi težave z dihanjem, ko prvič pridejo tja. A presenetljivo je, da se na tistem kraju še vedno odloči živeti na tisoče ljudi. To mesto je Laringo La Rinconada v državi Peru. Nahaja se v gorovju Andi in leži na približno 5100 metrih oziroma več kot 16.000 čevljev nadmorske višine. Zaradi tega je znano kot najvišje stalno naseljeno območje na svetu. Zaradi izjemne višine je zrak zelo redek. To pomeni, da ljudje vdihujejo manj kisika. Tudi pri preprosti hoji se lahko hitro utrudijo. Nekateri imajo glavobole, vrtoglavico ali težko dihajo, medtem ko se njihovo telo postopoma prilagaja. Okoli mesta skorajda ni dreves. Kraj je že prehladen in previsok za običajno kmetovanje, zato večino hrane in drugih potrebščin pripeljejo iz drugih mest. Če je življenje tukaj tako težko, zakaj potem ljudje želijo živeti v La Rinconadi? Odgovor je preprost: zlato. V gorah okoli mesta je veliko nahajališč zlata. V poznih 90. letih in zgodnjih 2000-ih je cena zlata po vsem svetu hitro narasla. Zaradi tega je na La Rinconado prišlo na tisoče ljudi. Nekateri so bili rudarji, drugi so odprli majhna podjetja, da bi zaslužili v rastoči skupnosti. Danes naj bi tu živelo med 30.000 in 50.000 ljudi. Težko je ugotoviti natančno število, ker se veliko ljudi pogosto seli, poleg tega pa je veliko rudnikov, ki niso uradno registrirani. Toda, kljub številnim prebivalcem v mestu, še vedno primanjkuje osnovnih storitev. Elektrika ni vedno na voljo, ceste so prav tako slabe, še posebej, kadar je slabo vreme. Na številnih območjih tudi ni ustreznega kanalizacijskega sistema, zato je težko ohranjati čisto okolje. Rudarjenje zlata je glavni vir dohodka za večino ljudi tukaj. V nekaterih rudnikih uporabljajo tako imenovani Cachorro sistem. V tem sistemu rudar dela 30 dni brez redne plače. Po 31. dnevu mu je šele dovoljeno vzeti toliko zlata, kolikor ga lahko odnese iz rudnika. Ta sistem je kot igra na srečo. Če ima rudar srečo in najde veliko zlata, lahko veliko zasluži. Če pa najde le malo zlata, skoraj nima ničesar, kar bi lahko odnesel domov po enem mesecu dela.
Zato veliko ljudi upa, da bodo nekega dne tudi oni imeli srečo. Kljub vsem težavam je to še vedno prava skupnost. So trgovine, tržnica, cerkev, majhne restavracije in otroci, ki se igrajo na praznih zemljiščih. Normalno življenje se nadaljuje, čeprav je zelo mrzlo in je zrak redek. Za večino ljudi, ki tu živijo, ne ostajajo zato, ker bi bilo življenje udobno. Ostajajo, ker verjamejo, da lahko majhen košček zlata spremeni življenje njihove družine. Ularin Kunadi je vsak dan težak. Toda za mnoge ljudi je upanje, da bodo našli zlato, razlog, zakaj še naprej živijo v najvišje ležečem stalnem naselju na svetu. Številka 3. El Aguilar, Argentina. V gorah Andov na severu Argentine se nahaja El Aguilar. To mesto leži na približno 3700 metrih oziroma več kot 12300 čevljev nadmorske višine. To ni turistična destinacija. To je pravo mesto, kjer družine živijo skozi vse leto. El Aguilar je bil ustanovljen leta 1929 za podporo veliki rudniku cinka in svinca. Do danes je rudarstvo še vedno družinska dejavnost. To je glavni vir dohodka za večino prebivalcev. Ker je kraj visoko, je zrak redek. Tudi hoja po stopnicah ali nošenje stvari je bolj naporno kot običajno. Mnogi doživijo tudi višinsko bolezen, medtem ko se njihovo telo prilagaja. Ocenjuje se, da tukaj živi okoli 3000 ljudi. Večina jih dela v rudniku, drugi pa delajo v šoli, bolnišnici, pisarni in drugih skupnostnih storitvah. Kljub oddaljeni lokaciji je tukaj še vedno šola, zdravstveni center, športno območje, skupnostni center in majhen kino. Obstajajo tudi festivali, ki prikazujejo kulturo avtohtonih prebivalcev Andov in sodobne Argentine. Toda pa so izzivi. Po zimi so ceste lahko zaprte zaradi snega in močnega vetra. Ko se to zgodi, pride tudi do zamud pri dostavi hrane in drugih zalog. Kljub vsemu temu El Aguilar še vedno živi. To mesto dokazuje, da je še vedno mogoče graditi ali ustvariti močno skupnost tudi na zelo visokih in zahtevnih krajih. Številka 12. Tuiva, Tibet. Na tibetanski planoti se nahaja Tuiva, ena najvišje ležečih stalnih naselbin na svetu. Nahaja se na več kot 5000 metrih oziroma približno 16600 čevljev nadmorske višine. To ni rudarsko mesto ali vojaška baza. To je majhna skupnost Tibetancev, ki se večinoma ukvarjajo z rejo živali. Življenje tukaj je zelo težko. V zraku je skoraj polovico manj kisika v primerjavi z območji na morski gladini. Prajdelki skoraj ne rastejo, ker je zemlja večino leta zelo mrzla. Vodo pridobivajo iz taljene ledu in iz gorskih izvirov. Drugo, hrano, zdravila in potrebščine pripeljejo iz oddaljenih mest. Tudi preprosta opravila so veliko bolj naporna. Skrb za živali, pridobivanje vode in priprava ognja zahtevajo veliko več moči. Znanstveniki so preučevali tudi ljudi, ki tukaj živijo. Po raziskavah imajo naravno sposobnost, da lažje prenašajo redek zrak v primerjavi z večino ljudi. V Tuivi ni restavracij, nakupovalnih središč ali veliko avtomobilov. Življenje je mirno in skupnost je zelo povezana. Kljub izjemnemu mrazu in redkemu zraku, Tuiva še vedno ostaja ena najvišje ležečih stalnih skupnosti na svetu. Številka 11. Alma, Colorado. V ameriški zvezni državi Colorado se nahaja Alma. Nahaja se na približno 3200 metrih oziroma več kot 10.000 čevljev nadmorske višine. To je najvišje ležeča občina z lastno lokalno upravo v celotnih Združenih državah. To pomeni, da ima svojo lokalno upravo in stalne prebivalce. Alma se je začela kot rudarsko mesto v 19. stoletju. Uradno je postalo mesto leta 1873, potem ko so v okolici odkrili zlato, srebro, cink in svinec. Danes ima Alma le malo prebivalcev. Veliko prebivalcev dela v bližnjih mestih in se vsak dan vozijo skozi gore. Ker je kraj visoko, je zrak redek. Zime so dolge in pogosto sneži, zato je treba hiše in vozila pripraviti na hudo mraz. Kljub temu je skupnost mirna in urejena. Vsako poletje prirejajo umetniške in glasbene festivale, ki jih obiskujejo številni gostje. Veliko ljudi se odloči živeti v Almi zaradi njenega mirnega okolja in čudovitega razgleda na skalno gorovje. Številka 10. Wen Quan, Tibet. Blizu meje Xinjianga v Tibetu se nahaja majhna skupnost Wen Quan. Njeno ime pomeni topli izvir. Nahaja se na približno 4800 metrih oziroma več kot 15900 čevljev nadmorske višine.
To je ena najviše ležečih upravnih vasi v celotni Kitajski. Ocenjuje se, da tu stalno živi približno 200 ali še manj prebivalcev. Večina so tibetanske družine in nekaj vladnih uslužbencev. Wenwenschuan je blizu avtoceste Qinghai-Tibet in železnice Qinghai-Tibet, ki je najvišje ležeča železnica na svetu. Zaradi tega je dostopnejša kot druge visokogorske skupnosti. Vendar pa življenje tukaj še vedno ni lahko. Zrak je redek in ima skoraj polovico manj kisika kot na morski gladini. Zato se novinci tukaj hitro utrudijo. Hiše so zgrajene iz kamna in blatnih opek, da bolje zadržujejo toploto v notranjosti. Elektrika prihaja iz majhnih generatorjev in sončnih celic. V zadnjih letih je kitajska vlada dodala nekaj osnovnih storitev, kot so boljša oskrba z vodo, zdravstvena ambulanta in boljša izolacija hiš. Vendar pa ostaja izziv zaradi ostre klime. Ko se vreme in oskrba z vodo spremenita, je prizadeto tudi preživetje družin, ki so odvisne od reje živali. Kljub vsemu temu, ljudje še vedno živijo v Wenchuanu, eni najviše ležečih stalnih skupnosti na Kitajskem. Številka 9. Parinacota, Čile. Na skrajnem severu Čila se nahaja Parinacota. Nahaja se blizu meje s Perujem in Bolivijo. In je na približno 4300 metrih oziroma 14000 čevljih nadmorske višine. Ocenjuje se, da tukaj stalno živi le od 100 do 200 ljudi. Zato je to ena najvišje stalno naseljenih skupnosti v Južni Ameriki. Parinacoto obdajajo visoki vulkani in obsežne travnike. Kraj je znan tudi po jezerih, kjer lahko vidite rožnate flaminge. Večina prebivalcev vzreja lame in alpake. Ta živali so pomembne, ker dajejo volno, meso in preživetje skupnosti. V vasi je majhna šola. Ko pa otroci pridejo v srednjo šolo, se morajo preseliti v drugo mesto, da bi se izobraževali. Število turistov se prav tako počasi povečuje zaradi lepe pokrajine. Vendar to še vedno ni postala velika turistična destinacija, ker ima veliko ljudi težave z dihanjem na višjih nadmorskih višinah. Do danes Parinacota ostaja mirna, prebivalci pa še naprej ohranjajo svoj tradicionalni način življenja. Številka 8. La Paz, Bolivija. La Paz je najvišje ležeča prestolnica na svetu. Nahaja se v Boliviji in leži na nadmorski višini približno med 3200 in 3000 metri, odvisno od dela mesta. Mesto stoji v globoki dolini, obdani z visokimi gorami. Zaradi tega ima La Paz edinstven videz v primerjavi z drugimi prestolnicami. V nižjih delih mesta je nekoliko topleje in več je kisika. Medtem pa je v višjih predelih hladneje in zrak je redkejši. Zaradi višine veliko turistov hitro ostane brez sape, ko prvič pridejo. Nekateri doživijo tudi višinsko bolezen. To bolezen, medtem ko se njihovo telo prilagaja. Kljub temu je življenje v La Pazu normalno. Tukaj so šole, podjetja, vladne pisarne in milijoni ljudi, ki tu živijo vse leto. La Paz dokazuje, da je lahko mesto, četudi je zelo visoko, še vedno središče poslovanja, kulture in vlade države. Številka 7. Shingo, Indija. V gorovju Himalaja v Indiji se nahaja Shingo. Njegova nadmorska višina je približno 4400 metrov oziroma 14500 čevljev. Manj kot 200 ljudi tukaj stalno prebiva. Večina jih pripada Brokpa, majhni etnični skupini, ki že dolgo živi v tej regiji. Shingo ni nastal zaradi rudarjenja ali turizma. Skupnost živi od kmetijstva in živinoreje. Zaradi redkega zraka in hladnega podnebja lahko pridelajo le malo pridelkov. Mednje spadajo ječmen, grah in nekaj korenovk. Redijo tudi jake in koze, ki jim dajejo mleko, meso in volno. Njihova kultura jim je prav tako zelo pomembna. Še danes praznujejo svoje tradicije, plese in festivale, ki se prenašajo od starejših na mlajše. Povezanost med prebivalci je zelo močna. Ko je treba kaj popraviti ali ko zapade močan sneg, celotna skupnost sodeluje in si pomaga. Kljub hudemu mrazu in visokim goram, Shingo še vedno živi in ostaja ena najbolj oddaljenih stalnih skupnosti v Indiji. Številka 6. Chivaj, Peru. V gorah Andov v Peruju se nahaja Chivaj. Leži na približno 3600 metrih oziroma 12000 čevljih nadmorske višine. To je glavno mesto province Kajloma in ima približno 5000 prebivalcev. To je tudi eno najpomembnejših mest v bližini kanjona Kolka, enega najglobljih kanjonov na svetu. V Chivaju je še vedno mogoče videti zgodovino Ink in obdobje Špancev. Tu je stara cerkev,
trg in kamnite ulice, ki jih uporabljajo še danes. Mesto je znano tudi po svojih pisanih tradicijah. Med prazniki prebivalci plešajo oblečeni v svoja tradicionalna oblačila. V bližini Čivaja so tudi termalne vrelci La Calera. Veliko turistov in domačinov prihaja sem, da se sprostijo v topli vodi izpod zemlje. Kljub visoki nadmorski višini in redkemu zraku, Čivaj ostaja živahen in je še vedno eno najpomembnejših mest v perujski Andi. Številka 5, Karzok, Indija. V regiji Ladak v Indiji se nahaja Karzok. Nahaja se na približno 4500 metrih oziroma več kot 14800 čevljev nadmorske višine. Manj kot 200 ljudi tu stalno prebiva, zato je to ena najvišje ležečih in najbolj oddaljenih skupnosti v Indiji. Ker je kraj tako visoko, je zrak redek in življenje težko. Po zimi temperatura pade pod -20 stopinj Celzija in celotna vas je lahko prekrita s snegom. Večina prebivalcev so Čangpa, ki skrbijo za jake in koze. Od teh koz prihaja znana pašmina volna, ena najdražjih vrst volne na svetu. Sredi vasi stoji budistični samostan, ki stoji že več kot 300 let. Do danes je še vedno pomemben del življenja skupnosti. Le malo turistov prihaja sem. Vlada namerno omejuje razvoj, da bi zaščitila naravo. Kljub hudemu mrazu in redkemu zraku, ljudje v Karzoku še vedno živijo ter ohranjajo svoje tradicije skozi številne generacije. Številka 4. Potosi, Bolivija. V Boliviji se nahaja Potosi, eno najvišjih mest na svetu. Nahaja se na več kot 4000 metrih oziroma 13400 čevljih nadmorske višine. V času Špancev je bilo to eno najbogatejših mest v vsej Ameriki zaradi ogromnih količin srebra, ki so ga pridobivali v Cerro Rico oziroma gori bogastva. Še danes tukaj stalno živi več kot 200 000 ljudi. Rudarstvo ni edini vir preživetja v tem kraju. V mestu so tudi šole, univerze, bolnišnice, tržnice in muzeji. Zaradi visoke nadmorske višine veliko turistov doživi višinsko bolezen. Za prebivalce pa je to povsem normalen del njihovega vsakdana. Potosi je znan tudi po svojem starem mestnem jedru, ki je bilo zaradi zgodovinskih stavb in cerkva uvrščeno na UNESCO seznam svetovne dediščine. Potosi še danes ostaja pomemben del zgodovine in kulture Bolivije. Številka 3. Laja, Butan. V gorah Butana se nahaja Laja. To je ena najbolj oddaljenih stalnih skupnosti v državi. Nahaja se na več kot 12 000 čevljev nadmorske višine. Ni lahko priti sem. Najprej je treba potovati več ur, nato pa še skoraj 2 dni hoditi po gorah. Večina prebivalcev skrbi za jake. Prav tako zbirajo cordyceps, vrsto glive, ki se uporablja v tradicionalni medicini in ima visoko vrednost. Po zimi temperatura pade na -15 stopinj Celzija, zato družine ostajajo v svojih domovih, medtem ko skrbijo za svoje živali. Ženske v Laji so znane tudi po svojih edinstvenih tradicionalnih klobukih, ki jih nosijo še danes. Internet in sončna energija počasi prihajata v skupnost, vendar pa se še vedno veliko mladih seli v mesta, da bi študirali ali delali. Kljub temu tradicije Laje ostajajo žive vse do danes. Številka 2. Wolong, Kitajska. V provinci Sichuan na Kitajskem se nahaja Wolong. Leži na približno 12500 do 13000 čevljih nadmorske višine. Wolong je znan po vsem svetu zaradi centrov za ohranjanje velikih pand. Toda poleg tega je Wolong tudi prava skupnost, v kateri že več generacij živijo Tibetanci. V 80 letih so tukaj zgradili enega najpomembnejših raziskovalnih centrov za pande na svetu. Od takrat naprej je v kraj prihajalo vedno več znanstvenikov in naravovarstvenikov. Tukaj še naprej preučujejo, kako podnebne spremembe vplivajo na gore, gozdove in živali, ki živijo v regiji. Kljub sodobnim raziskovalnim objektom, številni prebivalci še vedno ohranjajo tradicionalni način življenja. Wolong dokazuje, da lahko narava, znanost in skupnost sobivajo na enem mestu. Zato je to na vrhu seznama najvišje ležečih stalnih skupnosti na svetu. Številka 1. Cenek in Ambaras, Etiopija. V gorah Simjan v Etiopiji se nahajata skupnosti Cenek in Ambaras. Ta kraja ležita na nadmorski višini približno med 3600 in več kot 4000 metrov nad morjem. Večina prebivalcev je kmetov.
Gojijo ječmen, pšenico, tev in druge pridelke, ki lahko uspevajo v hladnem podnebju. Zrak na tem območju je redek, zato veliko obiskovalcev hitro ostane brez sape. Obstajajo šole in preprosta zdravstvena klinika, vendar morajo v nekaterih skupnostih otroci hoditi daleč, da pridejo v razred. Kljub težkemu življenju družine še vedno živijo tukaj in prenašajo svojo kulturo iz generacije v generacijo.